Dobro večer vsem skupaj, dobrodošli v Športu med štirimi stenami, novi spletni oddaji, ki jo omogoča zavarovalnica Generali. V premierni izvedbi oddaje bomo gostili 4 slovenske silo uspešne športnike iz različnih panog. Naš prvi gost prihaja iz smučarskih vrst. Z nami je Štefan Hadalin, aktualni svetovni podprvak v kombinaciji. Dobro večer. Za njim prihaja Blaž Janc, slovenski rokometni reprezentant in najboljše desno krilo zadnjega evropskega prvenstva. Dobro večer vsem skupaj. Blažo pa že diha za ovratnik tudi trenutno najhitrejša Slovenka. V naši družbi lepo pozdravljam Majo Mihalinec, prvakinjo v teku na 100 metrov na lanskoletnih evropskih igrah. Bravo. 54 deteljico bo v prvi oddaji Šport med štirimi stenami zaokrožil eden najpomembnejših členov zlate slovenske košarkarske reprezentance, Klemen Prepelič. Dober večer. V današnji oddaji se bomo z našimi gosti pogovarjali o tem, kako preživljajo čas med štirimi stenami v trenutnih razmerah. Kdaj ste bili pravzaprav nazadnje toliko časa brez tistega vašega pravega treninga, ki je sicer del vašega vsakdana? Mogoče je bilo to v mladih letih, ko še niste bili tako vrhunski športniki? Pa če mogoče kar Štefanom začnemo. V bistvu nam se je odrezal en velik del sezone, predvsem ta zadnji del, kjer smo tudi izgubili nekaj tekem, tako da to ne pomnim, da bi se sploh kdaj zgodilo. Kar se tiče pa ostalega treninga, tega bom rekel bolj zdaj že fizičnega, pa tudi mislim, da že kar nekaj let nisem bil deležen tega, da ne bi mogel trenirati, sicer sem se zelo dobro prilagodil, ker imam doma v bistvu vse potrebne rekvizite in lahko dokaj normalno treniram. Blaž? Zelo taka čudna situacija, ne. Vsak dan smo navajeni bili trenirati. Prišli smo v bistvu do tega zaključnega dela sezone, kjer so najbolj pomembne tekme, kjer se odloča o državnih prvakih, v Ligi prvakov. V bistvu to zdaj vse skupaj odpadlo, tako da zelo neprijetna situacija. Zdaj doma treniramo, kolikor se le da, ampak za nas, športnike, ki treniramo žogo, je sigurno to težko, no, glede na to, da je to timski šport, enostavno brez soigralcev, brez žoge, težko kaj narediš, ne, tako da zdaj doma nekako, kolikor se le da, vzdržujemo to fizično formo in upamo na čimprejšnji povratek na igrišča. Klemen, v podobni situaciji kot Blaž si verjetno tudi ti, ne? Ja, sigurno, tako kot moja predhodnika bi isto povedal, posebej se lahko strinjam z Blažom. Tudi jaz prihajam iz ekipnega športa in enostavno je zelo težko. Mi smo navajeni na vsakodnevno rutino, ko greš na trening, vidiš svoje soigralce, ki si v bistvu kot ena druga družina, posebej nam, ko smo v tujini in enostavno izgubiti ta nek stik z njim je zelo težko, zaprt v 4 stenah je prav tako zelo težko to trenirati. Mislim, dosti je pomemben ta kardio del, da se ne izgubi kondicija, posebej jaz še imam to neko majhno upanje, da se bo sezona sploh nadaljevala. Španska liga želi nadaljevati na vsak način, danes so javili, da želijo še nadaljevati, tako da mi imamo še neko upanje, ampak je sigurno težko. Ne spomnim se pa, kdaj bi se to meni zgodilo. Mislim, da pred mojim 5. letom, da bi bil tako dolg brez žoge. Maja, pri vas je nekoliko drugače, dvorana pa na prostem, sezona nekoliko mogoče daljša oziroma bolj razgibana. Kako je pri tebi? Ja, mi atleti imamo v tej situaciji sigurno eno prednost, da lahko treniramo sami. Sicer pogrešam tudi trenerja, ampak večino treninga lahko naredim sama. Edino, kar se je pri nas res precej spremenilo, je to, da ne morem trenirati na stezi. Tako da šprinterce gledam sam doma, obula jih že zelo dolgo nisem, ker treniram, kjer lahko, večinoma je to po gozdu, po pesku. Nazadnje bi rekla, da je verjetno bila podobna situacija, ko sem bila v srednji šoli, ko smo hodili na priprave še v Medulin, ker tam tudi v bistvu je ena taka peščena steza, no, in to obdobje me včasih kar malo popelje v tiste treninge.
Pa se malo spomnim, ne, da takrat smo tudi tako trenirali, pa pač pol kako stvar vzamem iz tistega treninga, pa se malo nasmejim, pa pač probam vzeti pač najboljš, kar je iz te situacije in trenirati, kogar lahko. No, super, veseli smo tega. Ampak v dani situaciji Maja verjetno pa čisto povsem brez treninga ne gre. Se pravi, tako kot si rekla, gozd, pesek, so to samo šprinti oziroma neki teki, še kaj drugega? Ne, sigurno, mislim, mi smo tudi v taki situaciji, ker sicer pač olimpijske igre, ja, vsi vemo, so predstavljene na naslednjo leto, ampak mi imamo letos še vseeno na sporedu tudi Evropsko prvenstvo avgusta. To zaenkrat še ni odpovedano, še pač ostaja na programu in jaz si res želim, da pač to tudi ostane, ker si ne predstavljam pač atletske sezone brez enega takega vrhunca. No, mislim, da je to za vse nas atlete ena taka motivacija, ko pač nas žene naprej, da treniramo vsak dan. Da pač ja, jaz probam se držati te neke vsakodnevne rutine, ko jo imam tudi drugače, da grem na trening še vedno ob isti uri, kot sicer to mi res pomaga, no, da ohranjam to neko stalnico, recimo. Drugače pa, ja, pozna se, no, na pesku ne moram delati neke maksimalne hitrosti, ne moram delati tehnike teka, da to sigurno pač že pogrešam, lahko ohranjam pač neko moč in pa recimo vzdržljivost, no, pač neko splošno fizično pripravljenost, to sigurno ni problem, ampak zdaj prihaja počasi tisto obdobje, ko bi mogli začeti s specifičnimi treningi, tako da tega v gozdu ne morem. Ok, Štefan, kaj pa ti? Predvsem je pri vas drugače kot v dvoranskih športih, vi ste navajeni tistih belih strmin, da vse skupaj malo bolj drsi. Kako se ti pripravljaš? Ja, v bistvu jaz imam to srečo, da sem zdaj v tem obdobju, ki je ponavadi konec sezone in pač načeloma več počivamo. Sicer zaradi tega letošnjega zamika sem tudi sam začel s pripravami letos malo bolj zgodaj. Imam to srečo, da sem že pred leti pač malo investiral tudi doma v neko domačo telovadnico. Tako da imam v bistvu v garaži postavljeno kletko za uteži. Imam tudi sobno kolo, tako da lahko dobršen del treninga v bistvu naredim doma. Živim pa tudi precej blizu gozda, tako da imam možnost tudi recimo malo v naravo pa tako. Tako da v bistvu iskreno ne pogrešam preveč teh stvari, kakor pa pogrešam to, da sem kljub vsemu pri navadnem programu, ki sem ga imel v preteklih letih, hodil na treninge enkrat na dan v Ljubljano. In je bila s tem pač ta rutina malo drugačna, kot je pa zdaj. Ok, ampak takole, ko vas opazujem, vidim, da vam je hudo, da tekmovanja trenutno ni, ampak vidim pa tudi, da ste nestrpni in da mačkeno pa že gledate oziroma pogledujete, kako pa vaša konkurenca deluje v tem času. Nam lahko izda kdo kakšno skrivnost oziroma kaj je opazil pri svoji konkurenci? Če jaz začnem, ali pa, dobro, daj kar ti Blaž, ko vidim, da si... Ne, jaz sem rekel, sem tišina, to ni nobeden. Jaz si tak bom rekel, da pač, tako kot sem prej omenil, mi smo konec sezone in v bistvu imamo z tega vidika srečo, če se je že to zdaj zgodilo, da se je zdaj zgodilo. Mislim, če se je že to moglo zgoditi, da se je zdaj zgodilo, da nam to ne vzame toliko sezone. Bo pa sigurno zelo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo naprej, ne? Glede na to, da mi tudi neki del priprav oddelamo v poletnem delu, ko gremo na ledenike v tujino, recimo Švico, Avstrijo, med drugim tudi v Argentino letimo čez poletje, tako da letos bo najbrž vse malo drugače, bomo mogli prilagajati in vprašanje tudi, kakšno možnost bomo imeli tudi ne nazadnje na švicarskih pa avstrijskih ledenikih, ne glede na to, da imajo te države dosti več problemov trenutno kot pa mi. Blaž, nekaj si hotel dodati? Pa nič, pa nam je pač zdaj tako, kar se tiče rokometa, imamo vsi podobno oziroma isti problem, se pravi, večinoma lig državnih se odpoveduje, v bistvu pa nam se čaka še, kaj bo z Ligo prvakov, tako da zaradi tega, no, vsi probamo čim bolj vzdrževati neko formo, ampak težko je, no, to lahko tudi Klemen reče, pač ti lahko neko kondicijo pa to vzdržuješ, ampak vse skupaj brez žoge, enostavno nimaš pol nekega feelinga, ne. Se pravi, mi bomo pa recimo 2 mesecih brez žoge prišli na igrišče, to rabiš pa kar nekaj časa spet, da priješ nazaj, da dobiš te občutke,
in zaradi tega je še za nas toliko težje. Ja, tako kot je Blaž rekel, Klemen, očitno si ti v največji prednosti, ker si sam lahko mečeš na koš. Kako je pol pri tebi? Ja, jaz tudi glih ne morem metati na koš, posebej zato, ker je Španija v tej strogi karanteni. Nam je dovoljeno hoditi ven iz hiše v okviru 200 metrov, v radiju 200 metrov. Imam to srečo, da imam psa, da lahko vsaj grem 3-krat na dan ven, v trgovino hodi žena, tako da to so 3 opravki plus lekarna, katere lahko praviš. Ja, če sta Blaž pa Klemen morala še nekoliko upati na olimpijske igre, ker bi morala najprej v kvalifikacije, pa si je te že lani zagotovila maja. Sedaj ostaja le tekmovanje v avgustu. Maja, kako pa ti gledaš na tekmice oziroma kako kukaš v njihovo zakulisje priprav? Ja, v bistvu mislim, kakor vidim, sigurno se vsi poskušajo pač čim bolj normalno pripravljati na Evropsko prvenstvo. Vidim, da si je v bistvu veliko mojih tekmic doma zagotovile prave domače fitnese, mislim, res polno založene, tako da to je, mislim, super. Sem pa tudi opazila, no, da v bistvu v kar precej evropskim državah, da so šli atletom toliko na roke, no, da lahko trenirajo pač na štadionih, kar je sigurno velika prednost in mislim, jaz si seveda želim, da je bilo tudi pri nas to možno, ker jaz mislim, da pač če sami treniramo na štadionu, res nobenega s tem ne ogrožamo, ne, tako da upam, da se to tudi pri nas kmalu naredi. Gledalci, ki morda spremljajo šport tako nekako oddaleč, bi mogoče tole karanteno pri vaših športnikih lahko primerjali, ne vem, recimo z neko rehabilitacijo po poškodbi ali pa premorom po koncu sezone. Se strinjate s tem? Ja, jaz bi kar rekla, da delno mogoče ja, no, jaz sem bila pred kratkim v tej situaciji, no, 2 leti nazaj, ko sem okrevala po poškodbi ahilove tetive, takrat sem sicer večino svojega treninga delala na kolesu, to bi sigurno lahko tudi zdaj recimo kompenzirala, če pač ne bi imela možnosti iti teč v naravo en del in pa pač drug del fizične pripravljenosti brez teka, no, res po eni strani je zelo podobno, no, s tem. Štefan, se mogoče ti v tem času sedaj srečuješ s kakšnimi stvarmi, ki jih mogoče že dolgo nisi počel, mogoče celo iz otroških let? Ja, predvsem imam več časa zase, oziroma si ga vzamem. Tako, pač, zdaj nimam izgovora, da nimam časa, ne, kot bi ga imel lahko sicer za nekatere stvari. Tako da sem se začel učiti kitaro, malo čisto osnove, ker sem našel čas za to. Tako da ena pozitivna stvar, no, taka res dobrodošla. Blaž, tvoj nov hobi pa smo slišali malo prej, še pred oddajo, da je peka. Pa ja, no, jaz že odprej sem tak rad kuham, ne zdaj neke baš specialitete, ampak osnovne stvari, ne, tako da sploh zdaj, ko je veliko časa, tako da ga se pa tudi spravim s punco kako se pravi zdaj petico, ko je velika noč speš. Tako da v bistvu nekako zapolnjamo urnik, no, pa neke pozitivne stvari probamo potegniti iz te karantene. Poleg tega pa mislim, da je tudi pač družina se malo bolj poveže, spoznaš neke druge stvari, tako da jaz mislim, da bomo iz te karantene prišli še bolj močni ven, tako da verjamem, no, pa da se bo to čim prej umirili in da ponovno začnemo normalno tekmovati. Klemen, poleg sprehajanja psa, kaj si še ugotovil novega, kar se tiče hobijev v tvojem življenju? Ja, jaz lahko povem, na mojo srečo te karantene ne morem primerjati z nobenim daljšo rehabilitacijo, še na srečo nisem imel nobenih težkih poškodb. Definitivno pa se da to primerjati z nekim tistim prvim premorom, prvih 14 dni po končani sezoni, ampak to je moje lansko poletje je bilo prvič, zdaj je to drugič, ko imam malo več časa, tako da imam sina Teja, s katerim bom rekel, preživljamo trenutno 24 ur na dan, tako da je zanimivo. Imamo to srečo, da res veliko spi, tako da nam je na živcih nam še ni glih visoko, ampak moram reči, da je dosti priden. Ogromno
se ponavlja teh stvari, kot so risanke, Baby TV, Trije prašički, tako da sem že vse obnovil, to, kar sem jaz včasih gledal. Drugače pa, da bi neki hobi, bom rekel, da ne. Iskreno, moja žena zelo dobra kuharka, tako da te stvari njej prepuščam. Kitare se še nisem naučil igrati, zaenkrat še nimam te želje, tako da moj edini hobi je, da peljem psa ven 3-krat na dan po 10-15 minut, da se vsaj malo dobro čutim. Ampak, Klemen, smo pa slišali, da se malo nagibaš k organizaciji eventov. Konec koncev julija te čaka kar en tak velik življenjski dogodek. Kako je pa s tem? Ja, mislim, za ženo ima 10. julija zakazano poroko v kempinski hotelu v Portorožu, tako da imamo večinoma že vse dogovorjeno, ampak vsakodnevno spremljamo te dogodke, ki so povezani s to korono in enostavno ne vemo, kaj se bo tu zgodilo. Bom rekel, da je dosti velik event, tako da obstaja tudi možnost predstavitve, ampak jaz verjamem, tako kot je rekel Blaž, da bomo iz tega prišli še močnejši. Mislim, da se bo to dosti hitro končalo. Ukrepi so bili tudi v Sloveniji dosti hitro sprejeti za to zajezitev in mislim, da že pogledujemo lahko proti koncu tega tunela in da se bo vse to počasi sprostilo, tako da bi mogla tudi naša poroka biti ob danem datumu. No, super. Upamo, da bo vse v redu. Ja, tako. Jaz mislim, da bi mogli po koncu karantene narediti eno takle live video, da nam Štefan pokaže, kaj se je naučil. Ja, exactly. Tudi ti, ki je objavil gor, na Instagram, da vidim, kako pečeš. To bi tudi lahko, ja. Ja, lahko bi kakšen štrudele, recimo. Ja, to. Se pravi, fante, dostava je dovoljena, tako da lahko kaj pošleš. čez noč smo se praktično vsi nehali srečevati, bom rekel, s tistimi ljudmi, ki so bili poprej nekako del našega vsakdana, prvo športniki, recimo soigralci, vsekakor od vseh trenerji. Ampak še vsem verjetno ta stik z njimi ni povsem zamrl. Kako vzdržujete ta stik, recimo Štefan? Ja, jaz sem se itak nekaj slišal s svojimi trenerji v okviru nekih analiz, ki jih vedno delamo po sezoni, nekaj jih moramo še upraviti. Drugače pa se slišimo prek telefona, malo prek Messengerja, tako da smo v stikih, tako bom rekel, dnevno tudi s fizioterapeuti in tako da nam ni dolgčas. Super. Klemen, Blaž, kako so vama poslali iz klubov za kakšne priprave oziroma kako komunicirajo z vama? Ja, bom rekel, v našem klubu so bili dosti korektni. Bom rekel, s prvim dnem so nam že poslali ta program, ki ga delamo. Imam to srečo, da je moj soigralec Alen Omić, tako da sva oba tukaj. Sva sicer zdaj oddaljena na 2 kilometra, on je bil sigurno eden izmed dejavnikov mojega vsakdana, kave ob morju in te zadeve, ampak zdaj se to vse končalo. Iskreno, razen videokola se nisva videla že od 13. marca, ker smo nazadnje pili kavo in enostavno, ja, so se stvari spremenile, ampak smo v stikih, ampak mislim, da, tako kot so vsi povedali že, da mislim, da se bo ta sezona končala predčasno in temu primerno sem tudi več v stiku z mojim agentom oziroma agenti in že pogledujemo proti naslednji sezoni. Blaž, kako je s Poljsko? Pa jaz podobno, mi smo isto, takoj ko je bila pač razglašena karantena, smo prejeli plan priprav, ki jih naj bi upravljali doma, tako da z soigralci imamo to srečo, pač, da zdaj je ta tehnologija tako napredna, da se lahko prek videokolov pokličemo, tako da nekako vzdržujemo še stik, no, in jaz res srčno upam, da se ne bo sezona končala na tak način, ampak enostavno nimamo proti tem nič za narediti, tako da lahko samo upamo, čakamo in verjamem pa, da se bo čim prej to vse končali in da normalno zaživimo naprej. Maja, kaj pa mogoče tvoja naveza z znanci iz Združenih držav Amerike, kjer si študirala in doštudirala?
še obstaja, se še kaj slišite, kako je tam? Ja, se slišimo sicer z redkejšimi, pa tudi precej se jih je v bistvu razselilo po svetu, no, tako da zdaj sicer, ko se z njimi slišim, prejemam novice iz celega sveta, recimo ena prijateljica dela kot medicinska sestra v Saudski Arabiji in me skozi malo obvešča, kakšna je situacija tam, druga prijateljica v New Yorku. Mislim, vsi se dosti podobno trenutno borijo z stvarmi, ko pri nas, no, in ja, če druga ne, definitivno imamo zdaj vsi nekako več časa, tudi v teh različnih časovnih pasovih, da se lahko ulovimo pa slišimo, tako da sigurno se res zdaj malo tudi s temi prijateljicami nadaljavo slišim več, kot pa sicer, no. Kolikor sem opazil, ste vsi precej kar na družabnih omrežjih aktivni. Verjetno tudi spremljate ostale. Katera domislica se vam je najbolj utrnila v spomin, kakšna zanimiva stvar, ki jo je nekdo objavil v tem času karantene? Ne vem, recimo tudi TikTok je zdaj recimo precej popularna, kdo to uporablja? Jaz sem včeraj prvič probala, nisem še mojstrica, ampak so pa drugi atleti po svetu, moram reči, pa ful že mojstri postali v TikToku. Ja, mislim, če ima kdo preveč časa, se lahko malo oglasi na Instagram profilu od World Athletics. Res mislim, nekateri atleti so se res dali duška na TikToku in so naredili ful zanimive videe. Ja, jaz lahko povem, da v tem času sem si tudi Twitter ponovno naredil, ker so mi kako se reče, hacknili, če se to, kako se reče, udrli, mi ga prevzeli, tako da ga nisem imel od 2018, ampak od vsega tega dolg časa sem naredil še ta novi Twitter, tako da mi lahko date follow, da bom imel vsaj 3 več. Drugače pa ja, tudi jaz imam dosti več časa tudi za to brskanje po teh socialnih omrežjih. TikToka še nimam, pa ga tudi verjetno ne bom imel, ker nisem neki specialist za ples. In bi rad, glede na to, da je še vedno sezona ni še skensana, bi rad še bil v enem kosu, tako da se ne bom lotil teh divjih vod. Ampak le mene na pomembno informacijo si pozabil, ne? Kakšen je tvoj nickname, da te dodajo, oziroma uporabniško ime? Prle 10 sem mogel zamenjati, ker je bil Prepelič Klemen že zavzet. Pa nimam še klukice, tako da moram tudi dobiti. Verified. Maja, rekla si, gost, pesek, se pravi, na zrak je treba vseeno iti. A si v tem času še kaj okolico svojega doma spoznala, te je mogoče kaj presenetilo v okolici, kar mogoče prej nisi opazila? Ja, mislim, zdaj zadnjih par let živimo v Ljubljani in sem dejansko spoznala tule nove gozdove okrog, tako še nisem bila, tudi recimo Mostec imam zelo blizu, pa je dosti obljudena popularna destinacija, ampak jaz sem bila zdaj v tem obdobju prvič tam na treningu, teda sem spoznala tudi lepote Ljubljane iz drugega kota. Blaž, ti si verjetno tudi zelo srečen, šele pred kratkim si se uspel po pravi avanturi vrniti domov s Poljske z avtom. Pa ja, jaz sem res tako neko težko situacijo, no, glede na to, da naslednjo sezono pa zapuščam Poljsko, se selim v Barcelono. Nekako nisem vedel, kaj narediti v tej situaciji, ne. Ali sprazniti vse stvari, spakirati, peljati domov, se bo še nadaljevala sezona, ne. Tako da na koncu sem se pol odločil, da vse spakiram, tako da v bistvu, če se bo slučajno sezona še nadaljevala, se bom pa z eno torbo vrnil nazaj, drugače pa mislim, da ni treba se več vračati nazaj in imam vse urejene te stvari. Tako da trenutno sem zdaj v Celju, 2 tedna samoizolacije, tako da čakam še en teden samoizolacije, tako da nič kaj veliko ne hodim okoli, razen okoli hiše. Doma malo treniram, tako da spoštujem pravila, ki so pomembne v teh trenutkih in pač čakam na boljše čase. Ja, jaz lahko povem, da jaz teh avantur in pohodov daleč nimam. Na mojo žalost imam tudi pogled na morje oziroma na obalo 100 metrov stran in ne morem iti.
ker se policija vozi gor dol 24 ur na dan, kazni so tudi od 1500 do 30 000 evrov, tako da si ljudje niti nočejo privoščiti teh izletov. Tako kot sem že povedal, doma smo, spoštujemo pravila, začeli smo tudi za ženo Blacklist gledati to serijo na Netflixu, tako da to je to, igramo se z malim, gledamo risanke, najbolj pomembno je pa, da ostajamo doma. Ok, zdaj pa mogoče eno težje vprašanje, kako v tem času sploh ostati motiviran, da se boš vrnil še boljši k tistemu, kar imaš najrajši, se pravi k svojemu športu? Ja, dobro vprašanje. Predvsej težko, ne? Sploh ob dejstvu, da ne vemo čisto zares, kje točno smo glede prihodnosti, kaj se bo vse skupaj dogajalo, kdaj se bojo sezone nadaljevale, če sploh, oziroma začele, če sploh ob tistih datumih, ki naj bi se. Tako da je neka taka negotovost, ne? Tudi težko je se odločiti za en sistem treninga, se v mojem primeru, ne, ker se običajno pripravljam tam 3-4 mesece, kdaj zdaj delati, ne vem, tisti vrhunc moči, kdaj delati vzdržljivost in tako naprej. Tako da ni lahko, ampak kljub vsemu na koncu pač vemo, zakaj delamo, vemo, kaj so naši cilji, vemo, kaj so naše vizije in pač jim sledimo, in zato smo vedno znova motivirani in tako je prav in mislim, da s tem, verjamem, da s tem ne bom imel prevelikih težav tudi v prihodnosti. Blaž, a si mogoče ti, zdaj sem se spomnil potica, pa to, a si v tem času že dobil kakšen dekagram več? Pa v bistvu ne, ker sem naredil dan zjutraj tehto, tako da sem 2 kile zgubil, tako da, ampak mislim, da bom zdaj kmalu pridobil, ne. Bil sem zdaj sam na Poljskem, ne, tako da zdaj vidite, ne, kak dober kuhar sem, ampak verjamem, da bom pa zdaj doma z domačo hrano pa hitro pridobil kako preveč kilo, ne, tako da. Sicer pa itak mislim, da vsi športniki vemo, kak je eno in vsi imamo nekako urejeno to prehrano, tako da se pazimo, zdravo jemo, tako da jaz niti sam nimam nekih prevelikih problemov z težo, tako da imam kar dobro genetiko in sem lahko res srečen, da lahko se tudi da pregrešim. Zdaj vsi se sprašujemo, tako ljudje izven športa, pa ljudje v športu, da pravzaprav bo konec tega stanja. Ampak tudi, ko bo konec, boste verjetno športniki potrebovali še nekaj dodatnega časa za tisto vrnitev v normalne tirnice. Kaj praviš, Maja? Ja, mislim, če gledam zdaj našo sezono, pač te uvodne tekme so zaenkrat že vse prestavljene oziroma odpovedane, tako da kakor kaže, se bo naša sezona začela vsaj kak mesec, 2 kasneje in to nam bo sigurno prišlo prav, no, da bomo pač lahko nadoknadili to obdobje, ko zdaj sicer vsi treniramo in pač probamo vzdrževati pripravljenost, ampak jaz mislim, da v tej situaciji noben ne more toliko napredovati, kakor bi pač sicer lahko, tako da bomo pač to pol mogli malo sam prestaviti, ne, vse te treninge. Sigurno bo to najbolj zahtevno za našega trenerja, no, ker pač se bo on s tem ukvarjal, kako zdaj to formo nekako prestaviti, kar seveda ni pač čisto enostavno, ampak ja, po moje bomo vsi rabili malo dlje, oziroma bomo kasneje lahko začeli tekmovati, kakor bi v normalnih razmerah. A pa med seboj se kaj spremljate oziroma gledate druge športe oziroma da se gledate med sabo? Ne vem, jaz zdaj predvidevam, da Blaž pa Klemen se v naslednji sezoni ne boste ravno gledali, no? Barcelona, Real. Jaz lahko povem, da dokler sem bil še majhen, dokler nisem se profesionalno začel ukvarjati športno, sem dosti spremljal smučanje, smučarske skoke, tudi atletiko, vse. Zdaj sem bolj zapustil te individualne športe, moram povedati, da rokometaše sem navijal v zadnjih letih dosti, tudi za odbojkare, tako da jaz sem bolj v teh ekipnih športih. Tudi moram reči, da sem nogomet dosti zapustil, spremljam seveda največji klub na svetu, Real Madrid, pa tudi najmočnejšo ligo Champions League, tako da
Kar se tiče tega rivalstva, definitivno obstaja med Barcelono in Realom, moram pa povedati, da bom vedno vesel za dobre igre slovenskih reprezentantov, tako da za Blaža bom vedno vesel. Ampak v primeru poraza, ne. Lahko da 12 golov, sam da Real zmaga. Ampak imamo to srečo, da Real nima kluba, ne, za zdaj. Tako da boš v bistvu lahko za mene navijal pa za Barcelono. Navijal glih ne bom, ampak držal pesti zate. Super, hvala. In za Dolenca, ne, če bo še ostal. Štefan, ti si v času tudi teh, bom rekel, dvoranskih sezon po celem svetu, ne? Kako te uspe kaj spremljati, ali spremljaš kakšen drug šport mogoče? Ne, me je tako že odskozi dosti zanimala košarka. Tudi nogomet, tudi atletiko sem včasih veliko bolj spremljal, ko v bistvu sem imel tudi malo več časa, no, zdaj mi treningi precej časa vzamejo. Ampak če ne drugega po spletnih medijih, v Ameriki recimo, ker smo 2 tedna vsako leto veliko NBA spremljamo. Sicer nam je že 2-krat ni uspel priti na tekmo, smo se namenili, da gremo gledati Denver Nuggets, pa nam ni ratalo zaradi snega, ker tam pade 3 cm snega, vsi imajo letne gume in zaprejo vse ceste v 10 minutah. Tako da to je še en plan tudi za prihodnost. Drugače pa ja, spremljam tekme reprezentance normalno, pa tudi klubski nivo sledim, vsaj po spletnih medijih, tako da ja, mi je vedno veselje in zanimivo spremljati tudi ostale športnike. Oddaja se počasi preveša v tole zaključno, sklepno fazo. Pa dajmo malo gledalcem svetovati oziroma povedati svoje najljubše. Mogoče kdo od gledalcev najde tudi v vaših idejah nekaj zase. 4x naj. Najljubši film, najljubša nadaljevanka, najljubša knjiga, najljubša družabna igra. Štefan. Najljubši film, ne vem, najljubša serija, bom rekel Game of Thrones ali pa Peaky Blinders. Knjiga. Knjiga. Že dolgo ni bilo nobene. Edward Toll, Nova zemlja, pač malo taka filozofska knjiga, ampak ja, zanimiva za brati. Družabna igra, Monopoly. Super. Klemen? Film definitivno Rocky Balboa, serija Narcos ali Prison Break, tudi Blacklist je za zdaj dosti dober. Knjiga že dolgo nisem bral, moram reči, iz osnovne šole, tako da bom kar rekel Košarkar naj bo, ker se druge ne spomnim, najboljše. In družabna igra Activity. Maja? Ja, moj bo zdaj bolj ženski, ne se reje sam film. Najljubši film Dirty Dancing, Havana Nights. Serijo težko zberem eno najljubšo, ampak zdaj recimo v zadnjem času, kar sem pogledala, oziroma glih kar končala Money Heist, definitivno zelo dobra. Knjige nimam najljubše, priznam, tudi jaz v zadnjem času bolj malo berem, oziroma če že bolj lahkotno poletno branje. A družabna igra, po moje Remi. Super. Blaž? Kar se tiče filmov, jaz zelo malo gledam filme, no, tako da to se mi vsi čudijo, kaj delam, ampak enostavno me ne zanima, no, tako. Ful serija bi dal Breaking Bad, tako da sem zdaj pogledal, ful všeč, tako da zberem to. Družabna igra Uno oziroma Enka, pač to skozi igramo na pripravah z reprezentanco, tako da se zelo zabavamo, no. Knjiga bom dal pa Uro Zorman, ki je išla, mislim, da kak teden, 2 tedna nazaj, pač njegova kariera in vse skupaj, jaz mislim, da je on eden izmed največjih rokometnih športnikov v Sloveniji, tako da zberem to knjigo. No, super. Zdaj pa eno vprašanje, za katerega obljubim, da ga ne bomo povedali vašim trenerjem, ne. Koliko čokolade, sladoleda pa kakšnih ostalih sladkarij ste zdaj v tem času karantene pojedli? Kdo upa najprej? Jaz pa povem, da ful. Sladoled, čokobons,
Tle v Španiji imamo tudi belo čokolado, tako da sem jih zmazal v manj kot pol ure. Tudi žena je naredila jabolčno pito s sladoledom. Tako da, ja, veliko. Ampak tako, kot Blaž, imam to srečo, da nisem glih podvržen tem sladkarijam, tako da se neki dost zredil nisem. Maja se tam neki hudomušno nasmiha. Ja, jaz sem precej sladkosneda. Moj trener to tudi ve, ni mu treba sicer posebej poudarjati, ampak ponavadi si nedeljo vzamem za sladkarije, ampak ja, priznam pa, da sem pojedla skoraj eno celo ta veliko čokolado, ko sem zvedela, da so bile olimpijske igre prestavljene. Hud stres, torej. Ja. Ok. Za konec pa mogoče še eno smešno, ampak vsem po moje zanimivo vprašanje. Kam boste šli takoj, ko bo konc vseh teh ukrepov in koga si najbolj želite spet videti v živo? Jaz bom začel, če lahko. Jaz mislim, da na kakšno pijačo s prijatelji oziroma da se dobimo tako, da gremo na kakšno pijačo, no, pa da se malo vidimo, kakšno rečemo. Tako da to mi manjka, ker med sezono pa zato pri nas je res zelo malo časa in tako da to bo prva stvar in ko mi čakam to stvar. Jaz se pridružim Štefanu, se pravi, prva stvar je sigurno na pijačo s prijatelji, glede na to, da smo večino časa v tujini, pač ponavadi vedno polet, ko priješ domov, gre s prijatelji na pijače, tako da tega se najbolj veselim in res upam srčno, da bo ta čas prišel čim prej. Bom jaz. Jaz bom šla skoraj sigurno prvo domov v Mozirje k družini. Jaz pa moram povedati, da nimam neke želje po nikomer, da ga gledam tukaj, ker sem pač še vseeno v Španiji, tako da če bi bil v Sloveniji definitivno družina in prijatelji, tukaj imam ženo, otroka, tako da najbližji so z mano, mogoče omič na kavo z njim, definitivno pa bom z veseljem šel prvo v restauracijo Vapiano, tako da to bo prva zadeva, ki jo bom opravil. Tako da ena, kako se reče, recommendation zate, Blaž, lahko greš v Vapiano drugo leto v Barceloni. Top restauracija. Lahko se dobimo na pola puta. Dobro. Evo, super. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Vsem 4 gostom hvala za vaš čas. Verjamem, da tudi naši gledalci in gledalke so izvedeli marsikaj zanimivega o vas. Znova se vidimo naslednjo nedeljo. Do takrat, nasvidenje.